Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Še vedno ste v družbi Radia Kaos. Svetniška skupina SDS je na današnji novinarski konferenci ostro kritizirala potek gradnje štadiona, saj, kot je dejal Peter Sušnik, predsednik mestnega odbora SDS, sprejeti načrti gradnje močno odstopajo od prvotnih gabaritov, predvsem v korist trgovskega centra. V SDS opozarjajo, da je bil predlog sprejet na silo, saj je bil na dnevni red zadnje seje uvrščen naknadno, zaradi česar ni bilo mogoče vlagati amandmajev na grafično prilogo, se pravi na sam načrt športnega parka. Pri tem pa, dodaja Sušnik, zraven zanemarjamo problem mirujočega prometa v BS3, zanemarjamo to, da se na tem področju misli graditi v bližnji prihodnosti kompletno nov študentski kampus, za katerega so bili projekti že zdavno sprejeti, in pravzaprav pri istih dvopasovnicah oziroma štiripasovnicah priklapljamo zraven dodatnih, po nekih ocenah strokovnjakov, 20,000 dnevnega vozil dnevno po nekem letnem povprečju na to isto infrastrukturo, ki jo že imamo. In namesto, da bi mi prediskutirali o tem, ali je to smiselno, potem, ko vemo, da pravzaprav v Ljubljani ključni ad hoc projekti, ki so na hitro ratali v cestni infrastrukturi danes, pomenijo glavobol za vse tiste, ki so v prometu vsak dan. In ko naj bi ta končna neka vpadnica bistveno razbremenila obstoječe prometne tokove, smo pa to stvar, oprostite izrazu, zasrali do konca. Poleg tega pa svetniki SDS tudi trdijo, da realizacija županovega programa zamuja oziroma da je program preoptimističen in preambiciozen. Dimitrij Kovačič. Zdaj, videz dinamike je ustvarjen s tem, ko ti stalno govoriš to bomo naredili, ampak ko pa pride ta čas, pa bi morali pogledati rezultate, kaj pa smo naredili, pa tega ni. In zato seveda obstaja tudi danes dvom v vse tisto. Za mene štadion 2010, tudi če bi bil narejen, ni več uspeh. Ta preambicioznost, kot pravijo v SDS-u, pa naj bi botrovala tudi domnevnim 30 milijonom evrov presežka v lanskem mestnem proračunu ter posledično spornosti rebalansa letošnjega proračuna, ki naj bi ga svetniki obravnavali konec tega meseca. Peter Sušnik o tem, ali je lani v proračunu res ostalo 30 milijonov evrov neporabljenih sredstev. Govori se. In kaj pri tem pričakujete od očitno sklicane seje za rebalans, oziroma ki bo sklicana 30. Ja, jaz pričakujem, da nam bodo razložili, da so v času priprave rebalansa in tega proračuna za letošnje leto kiksne in da zdaj dajo realne številke na mizo, da bomo ustvarjali toliko očitno presežka v letošnjem letu, ker ni projektov, ki bi to bilo, in da kot ena izmed posledic bomo temu ustrezno prilagodili tudi ali naložbeno politiko v mestu, ali izvajalsko politiko, ali pa kadrovsko politiko. Nazadnje pa potihem si želimo tudi, da seveda se določene davke razbremeni oziroma spusti in nameni več denarja tistega, ki ga ostaja za subvencije, ki smo jih v preteklosti pobrali. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov Bitenc.